Torej sem Polona Tratnik, sem raziskovalka in učiteljica. Pravzaprav sem znanstvena svetnica na inštitutu IRIS in pa redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, sodelujem pa tudi s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Delujem kot raziskovalka in kot visokošolska učiteljica. Umetna inteligenca je za mene v tem trenutku, lahko rečem, predvsem orodje, ki nam zelo pomaga pri raziskovanju. Specifično mene zanima humanistično raziskovanje in umetna inteligenca pri tem lahko veliko pomaga v smislu pregleda večje količine informacij, pa tudi z poglobljenimi analizami, ki jih je pravzaprav težko realizirati na star tradicionalen način. Umetna inteligenca je predvsem priložnost, bi jaz rekla, pri čemer seveda lahko rečemo grožnja, odvisno zakaj, a ne. Vedno, kadar prihajajo neke nove tehnologije, novi dosežki, znanstveni odkritja, prihajajo tudi neki strahovi. Če se samo spomnimo nazaj, recimo k razvoju robotike, recimo računalništva, kakšni so bili ti strahovi, kako so se odražali v popularni kulturi, pa vendar nekako se tudi niso stvari odvile na takšen način, kot so se ti strahovi takrat realizirali. Obenem pa bi rekla, da ti strahovi tudi odražajo neke morebitne dimenzije ali pa morebitne poti in jih lahko razumemo kot neka opozorila za nadaljnje ravnanje, ne, ki pa ga seveda potem uravnavamo z raznimi etičnimi kodeksi in drugimi pravili, da rečemo tako pravili igre, a ne, ki določajo, kako uporabljamo določene tehnologije. Digitalna humanistika je pravzaprav ime za humanistične raziskave, ki se naslanjajo na računalniške tehnologije. Na kratko rečeno, seveda zdaj zadnja tehnologija, ki se pri tem uporablja, so veliki jezikovni modeli. In z velikimi jezikovnimi modeli pač lahko dosežemo obravnavo na primer celih zbirk, ki jih seveda pred tem je nekdo lahko proučeval celo življenje, zdaj pa pravzaprav to lahko realiziramo v okviru enega projekta. Jaz mislim, da tisti izziv, ki je za humaniste relevanten v prihodnje, je, kako pravzaprav ohranjati ali pa tudi pravzaprav učiti to drugo disciplino, torej tiste, ki so eksperti na področju umetne inteligence, podučiti o tem, kaj pravzaprav pomeni humanistično raziskovanje, a ne, opozoriti na globino humanističnega raziskovanja in tudi zagotoviti, da razvijamo umetno inteligenco tudi na takšen način, da dejansko dosegamo neke poglobljene uvide, ne zgolj statistične preglede, podatke, kvantitativne rezultate. Kot raziskovalka se ukvarjam trenutno z folklorističnimi narativi, lahko rečem, oziroma s pravljicami. Na tem področju oziroma na to temo pravzaprav sem zdaj vodila že nekaj raziskovalnih projektov, specifično pa me zanimajo družbene in politične funkcije pravljičnih narativov in povezanih narativov, torej na kakšen način pravzaprav družba uporablja neke, lahko rečemo, zgodbe. Ni nujno, da so povsem izmišljene, lahko so delno v navezavi na kakšne resnične dogodke ali pa tudi ne. Na kakšen način jih v bistvu družba uporablja za to, da nekaj dosega v trenutni situaciji. Torej, na primer, se utrjuje kot skupnost, gradi neko identiteto, razvija nek odnos do preteklosti, torej gradi nek kolektivni spomin in tako naprej. Mislim, pravljice so zanimive številnih aspektov. Po eni strani jih lahko seveda razumemo kot neko dediščino, ki se prenaša ne samo iz posameznika na posameznika, ampak lahko rečemo znotraj neke družbe, pa potem tudi lahko z neke družbe na drugo družbo in tako naprej. Vsaka družba in tudi seveda posameznik to pravljico prilagaja nekim svojim trenutnim potrebam in seveda na ta način pravljica govori tako o preteklosti in o nekem izročilu, kot obenem o tistem, kar ta družba je v tem trenutku in pa predvsem, kar bi lahko rekli, tisto, kar ta družba želi postati v bodočnosti. Zdaj, kaj so lepe pravljice? Mogoče lahko gledamo, kaj so tiste pravljice, ki so bile v neki družbi najbolj uspešne, to se pravi, ki so bile najbolj popularne, ki so se brale, ki smo jih imeli radi, s katerimi smo odraščali. Pri tem pa pravzaprav mislim, da je zelo pomembno poudariti tudi to, da pravljice, zlasti avtorske pravljice, kot jih imamo recimo zdaj, poznamo kot pravljice za otroke, običajno spremljajo ilustracije
In na Slovenskem imamo zelo kvalitetne ilustratorke, zlasti, torej sploh smo močni na področju ilustracije. Torej, ko rečemo, da smo z neko pravljico odraščali, smo pravzaprav odraščali tako s tistim, kar je pravljica vsebovala na besedilnem nivoju, kot tudi s tistim, kar so prinesle ilustracije. Torej, lepe pravljice seveda so tiste, ki so bile bogate v ilustracijah, bogate v tem pripovedovanju in ki so se nas dotaknile in ki smo jih v bistvu nosili s sabo, pa mogoče še vedno nosimo. Umetna inteligenca lahko napiše pravljico brez večjih težav, treba pa tudi vedeti, da umetna inteligenca vedno izhaja iz tistega, s čimer razpolaga. Torej, v okviru teh projektov, ki jih vodim, delamo tudi na tem, da bogatimo, to se pravi samo podatkovno bazo za umetno inteligenco, torej in v bistvu jo učimo o tem, kakšni tipi pravljic obstajajo, kar pravzaprav pomaga pri tem, da umetna inteligenca lahko razume, prepoznava določene pravljične tipe in seveda večjo podatkovno bazo, kot ima, bolje kot razume te pravljične tipe, bolje pravzaprav seveda sposobna tudi producirati svoje lastne rezultate. Težko je v bistvu izpostaviti eno pravljico, za katero bi rekli, to je pa pravljica, ki jo mora slišati vsak otrok. Meni osebno recimo je zelo draga pravljica Janko in Metka, ki jo je napisal France Bevk. Nažalost pa ta pravljica pravzaprav izginja, lahko rečem izginja pravzaprav iz nekega splošnega poznavanja oziroma nekega kolektivnega spomina, ker se v nedavnem času ni ponovno izdajala in v knjižnicah te izvodi pravzaprav odhajajo in se vrača v bistvu dediščina bratov Grimm, torej tudi na Slovenskem, brez pravzaprav neke kritične distance do tega, pri čemer pravzaprav imamo mogoče problematičen odnos do lastne kulturne dediščine. Kulturna dediščina je nekaj, do česar bi družba vsekakor morala imeti in razvijati odgovornost. Pomembni so raziskovalni projekti, ki opozarjajo na različne aspekte v zvezi s kulturno dediščino. Mogoče v tem oziru pravljice prevečkrat spustimo. V naboru kulturne dediščine jaz vsekakor pravljice tudi razumem kot del kulturne dediščine. Vedno pa se pravzaprav lahko rečemo znova odpira vprašanje, kaj pravzaprav pomeni kulturna dediščina, kako z njo ravnati, recimo če gledamo v 20. stoletje, so v nekaterih družbah v bistvu obstajale zelo različne rešitve glede tega, kaj recimo delati s pravljično dediščino, na primer bratov Grimm, ki je bila ponekod celo prepovedana, potem se je spodbujalo spreminjanje teh pravljic, v bistvu revidiranje, ponovno pisanje in tako naprej. Tako da ta odnos do kulturne dediščine se spreminja in pravzaprav vsaka družba nekje na novo določa pravila, kako naj pravzaprav s to kulturno dediščino ravna. Mladi naj študirajo tisto, kar jih res zanima in pri čemer so strastni, bi rekla, torej, da to res radi počnejo. Mogoče bi poudarila aspekt ustvarjalnosti, torej, da se mi zdi pomembno, da smo ljudje ustvarjalni, torej tudi na področju raziskovanja. Seveda je treba tudi upoštevati to, kaj družba potrebuje, ampak recimo lahko vidimo, da se mogoče prepogosto spregleda, kako pomembno je humanistično raziskovanje za družbo, torej zavedanje o tem, vprašanjih, kot smo jih odpirali, na primer vprašanje kulturne dediščine, specifike jezika, lastne zgodovine na splošno. Torej, ta vprašanja so izredno pomembna za to, kako se neka družba oblikuje in kako gradi svojo bodočnost. In seveda pa v današnjem času težko mislimo te razmisleke na način, ki bo izpuščal umetno inteligenco. Največji izzivi našega časa, lahko bi rekli, da je teh izzivov cela vrsta, lahko bi se nekako osredotočili na takšna, če rečemo, bolj makro vprašanja, ki se tičejo družbe. Bi pa mogoče v tej priložnosti raje izpostavila kakšna bolj takšna vprašanja, ki se tičejo tudi posameznikov, torej da razmišljamo o tem, kaj pravzaprav kot posamezniki nekako želimo dosegati, kaj nam je smisel tudi v končni fazi v življenju, Torej, pogosto se ujamemo v tem, da hitimo, da smo zaposleni, da dosegamo, da ves čas stremimo k nekim rezultatom, lepo, ampak po drugi strani ves čas se mi zdi pomembno tudi razmišljati o tem, kaj je tisto, kar nam je drago, za kar moramo skrbeti in za kar ne sme zmanjkati časa.